dan, lepo pozdravljeni. Stela, hop, hop, hop. Čakaj, ja. A ni igriva punca tale naša Stela? Prav igriva je in veste kaj, spoštovani gledalci in gledalke, Stela išče dom, tako da, če si želite hišnega ljubljenčka, novega člana družine, imate danes čudovito priložnost in pridi Stela, hop, 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 imate danes čudovito priložnost. Takole jo mačken sprovociram, ne? Sicer je pa čist pridna punca in tudi zelo prijazna, obožuje otroke. Ok, dovolj, pridi, hop, hop, pridi, hop, hop, pridi, hop, 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 pridi. Ker prostor deva prostor, no, ali pa tudi ne, boš mačken kasnej. Skratka, je pa danes v naši družbi tudi Melita in sicer iz društva Lajka, ki pravzaprav kot celotno društvo upravljate zelo pomembno nalogo in sicer pomagate tistim, ki nimajo glasu, zato da rečejo na pomoč, pomagajte mi, to so seveda hišni ljubljenčki, mucke, kužki, predvsem kužki, kaj ne da? Pozdravljeni, najprej vsi lepo skupaj. Ja, mi pomagamo pač živalim v stiski. Največ je seveda psov, muc, se je pa v naših vrstah že znašlo tudi, so bile nutrije, ptiči poškodovani in tako naprej. Skratka, skušamo pomagati po svojih močeh. Tudi Stela danes išče nov dom, tako da veste, da je Stela na voljo. Torej, za koga je primerna, za kakšnega lastnika recimo je primerna Stela? Za Stelo iščemo skrbnika, ki bo aktiven, da bo imel zanjo dovolj časa, da se z njo ukvarja. Seveda notranje bivanje obvezno, noben pesjak ali kakršnakoli veriga ali kaj podobnega ne pride v poštev. Ona ni čuvaj, ona je družinski član in želimo, da je tudi naprej tako. V Sloveniji še vedno včasih kar malce, ko vidijo te pasme, rečejo, to je pa nevarna pasma, pa vendarle jaz vedno znova poudarjam, da nevarni so pravzaprav lastniki, če so že, ne? Zdaj to čist v popolnosti ni vedno res, a ne, vendar pa kar v precejšnjem delu ta trditev drži. Nevarne pasme, a ne, to je postalo tako nekaj razvpitega, a ne. Dejstvo pa je, a ne, da če recimo, ne vem, nemški ovčar nekoga ugrizne, to ni novica, a ne. Če pa pitbull nekoga ugrizne, potem je pa to napihnjeno preko vseh meja. Dejstvo pa je, da so to pasme, ki so bile najprej vzrejene kot, oni so bili negovalke otrok. Oni so bili družinski psi in so bili za otrokom, a ne, in tako naprej. In šele potem so ljudje s tem svojim poseganjem v to pasmo in križanjem in razvijanjem lastnosti, ki seveda niso dobrodošle, a ne, generalno. Se je doseglo, a ne, da so pač te psi prišli na zelo slab glas. Je pa super, recimo, meni se zdi fino, dašam pas, recimo, zakaj tudi za otroke, ne, imajo majčken višji prag bolečine, tudi če ga, ne vem, otroci, ker včasih, ne vem, ga malo zauhlje ali pa kakorkoli. Se mi zdi, da so res tako krasen odnos imajo ravno z otroci in vedno znova to občudujem. Zelo so potrpežljivi, imajo res tudi visok prag tolerance, a ne, za razne, recimo, ne vem, otroške poteze, ki načeloma niso, a ne, stiskanje, vlečenje in tako naprej. Mislim, otroška igra mora biti v vsakem slučaju s psom nadzorovana, a ne, vedno. Ni pa Stela edina, ki v vašem družbu danes išče svoj dom in sicer med drugim je tudi Atlas, kaj ne da? Atlas je že posvojen. Je že posvojen, ja. Ampak je pa čudovita zgodba, kaj ne da? Ja, Atlas je že posvojen, je našel dom. Tukaj ga lahko tudi vidijo naši gledalci. No, Atlas je prišel v takem stanju k nam, je postal naš varovanec. On je bil celo življenje na verigi, zunaj pod milim nebom, shiran do kosti, a ne. Atlas je imel, ko je prišel, 28 kilogramov. Kost in koža je bil, mislim, sploh nismo mogli verjeti, da sploh še na nogah stoji. Bil je odvzet, inšpekcija ga je odvzela. Potem je šel v zavetišče,
in potem je pač postal najprej naš varovanec, ampak ko smo ugotovili, kaj je na Atlasu, oziroma v njegovi duševnosti, pustilo to bivanje oziroma življenje preteklo, smo pač sklenili, da zagotovimo primernega posvojitelja, no to je pa kar naša družina, je ostal pri nas. Lepo. Ne bom vprašala, koliko psov imate. Ne, prosim ne. V vašem društvu ste odvisni tudi od prispevkov tistih ljudi, ki seveda lahko prispevajo in ponudijo kakšen evro, in v ta namen ste ustvarili tudi slikanico, kaj ne da? Tako je, sredstva, moram poudariti, društvo se financira popolnoma iz lastnih virov. Ne dobimo ničesar, ne od države, ne od občin, od nikogar. Skratka, odvisni smo od svojih podpornikov in prijateljev, ki nas podpirajo že vsa leta. Zelo smo veseli, da kadar res imamo kakšen tak primer, da res grejo zneski v visoke, v višave, vedno, ko smo zaprosili za pomoč, so nam ljudje pomagali in od tega v glavnem iz tega lahko financiramo pač vse, kar moramo financirati, z ozirom na to, da veliko živali pride zdravstveno prizadetih, operacije so velikokrat potrebne in tako naprej. In pa seveda oskrba, veterinarske storitve, to vse veliko stane, in brez naših donatorjev, podpornikov ne bi zmogli. Podpirajo nas tako posamezniki kot tudi določena podjetja. Vedno nam stoji ob strani Ekoklub, potem Mr. Pet, Doget, to so naši taki, bi rekla, podporniki že dolgoletni. Imate pa zdaj seveda tole slikanico, ko smo jo že videli. In sicer na kakšen način, se pravi, vi to prodajate in dejansko imate potem ta denar za to, da kužke, ki jih torej najdete in tako naprej, da jim pomagate najti dom. Zdaj, rada bi povedala, kako je ta slikanica nastala. Aha, zelo hitro, ker imam tudi jaz potem še eno novico. To slikanico smo ustvarili, oziroma je napisala besedilo Karmen Kukovič, ki je naša posvojiteljca. In je posvojila pred leti psičko Loni. Psička Loni ima ravno tako za sabo žalostno preteklost. No in je pri Karmen res našla tak dom, da si boljšega ne moramo želeti. In Karmen je tudi vzgojiteljica v vrtcu in pozna otroške duše in je napisala besedilo za to slikanco. Potem je Nataša Majer, ilustratorka, je naredila tele res prikupne ilustracije. No, mi smo pa bili izdajatelj te slikanice in vsi, ki smo sodelovali pri izdaji slikanice, smo delali prostovoljno. In kompletni izkupiček od prodaje slikanice gre za društvo in za oskrbo brezdomnih živali oziroma živali v stiski. Torej, Loni na spomladanskem sprehodu vašega društva. 10 evrov stane tale slikanica, ne? Tako je. Tako da, če boste gledalci in gledalke kje seveda opazili, je to potem tisto, kar lahko prispevate, če seveda to tudi želite. To je oblika pomoči tudi, ja. To je oblika pomoči, tako da se mi zdi, da je to še kako pomembno. Bi vam pa tudi jaz osebno rada ponudila svojo pomoč in sicer tolikor, kolikor lahko tudi mi prispevamo k temu, da pravzaprav lahko ponudite vse to, kar nudite vašim hišnim ljubljenčkam oziroma vsem tistim, ki jih dobite. Tako da 50 evrov vsak mesec tudi jaz namenim za to, da boste lahko v vašem družbo še bolj aktivno delovali, ker enostavno tako čutim in se mi zdi, da je zelo pomembno, kljub temu, da smo popolnoma neodvisen medij, samostojni medij oziroma samostojna televizijska produkcija, vendarle nam je to pomembno. In hvala za to, da ste kot društvo in hvala, ker delujete in hvala, res hvala za to, da s tako čistim namenom to pravzaprav ustvarjate in verjamem, da vas to hrani bolj, kot da bi imeli ne vem kakšno plačo na mesec, to, kad dejansko vidite, kad dobite enega kužka in potem tudi najde svoj dom. Najlepša vam hvala. Najlepša hvala. Takole, evo, kako kaže kaj Steli? Jaz upam, da najde kakšen dom, takšen s kavčem in da bo lahko živela notri. Če vam je Stela všeč,
nas seveda lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo tudi preko Facebooka. Na kakršenkoli način poskušate nas kontaktirati, nas ali pa društvo Lajka, torej, da tale Stela dobi svoj dom, išče torej nov dom, družino oziroma posameznika, ki bo z njo živel aktivno življenje, je pa definitivno Stela namenjena, vidite, kako se dobro znajde, ne? Je pa definitivno namenjena temu, da živi nekje noter. Stela? A greva? Mislim, da bo zelo veliko nasmeha in veselja nasploh lahko prinesla v vsak dom oziroma v tisti dom, ki je namenjen. Sicer pa danes ne zamudite tudi zanimivega pogovora in sicer kako lahko s prehrano vplivamo preventivno na demenco. Pripravili bomo v bistvu tudi en zeleni smuti oziroma smuti za aktivacijo naših možganskih celic, tako da se bodo malce zbudile, torej za aktivacijo možganov. Med drugim pa danes tudi o novodobnih načinih učenja. Eno zanimivo metodo vam bomo seveda predstavili, se mi pa v nadaljevanju pridruži tudi Tinkara Kovač. Z njo bomo govorili o življenju nasploh in mogoče malce globje pogledali. Veste, da sami radi povabimo tudi kakšne umetnike, ustvarjalce, pa vendarle na povsem drugačna klasična vprašanja. Torej, tisto, kar nas zanima, je čisti namen, hvaležnost, življenje kot tako. Sicer pa, evo, danes smo govorili o čudoviti knjigici Loni na spomladanskem sprehodu, ki pomaga društvu Lajki za to, da seveda lahko deluje. No, tudi mi smo izdali knjigico, ki pa mogoče tudi nam pomaga, da krijemo mesečne produkcijske stroške. To je knjiga Prehrana, lepota, čistoča. Prednaročila še vedno veljajo mislim, da do 6. 7. novembra. In ja, gre za knjigico, kjer so pravzaprav združeni recepti tako za prehrano, torej domačo kozmetiko, ekološka čistila, hitre, zdrave, preproste obroke, dodali pa smo tudi recepte za življenje. Skratka, veliko se dogaja, lahko pa spremljate tudi na portalu www.klepetobkavi.si. Stela! Ti, vojte kole.